Dober dan še enkrat. Ministrstvo za solidarno prihodnost je danes javnosti predstavilo zelo nesolidaren predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Zakaj tako mislimo? V Novi Sloveniji smo preučili na hitro, prvi odziv naše poslanske je, da bo ta predlog zakona obremenil številne družbene skupine in katere bodo resnično prizadete zaradi tega zakona. Prizadeti bodo vsi, ki delajo, torej delodajalci, zaposleni, samostojni podjetniki, še posebej samostojni podjetniki in kmetje, ker bojo imeli višji prispevek. Na drugi strani pa bodo prizadeti tudi domovi za starejše oziroma izvajalci dolgotrajne oskrbe v institucijah in seveda starejši, ki v domovih živijo oziroma dolgotrajno oskrbo potrebujejo, njihovi svojci, ki v veliko primerih doplačujejo ali plačujejo oskrbo in pa nenazadnje tudi občine, ki plačujejo dolgotrajno oskrbo tistim starejšim, ki si sami ne morejo plačati dolgotrajne oskrbe. Ta zakon oziroma lahko rečemo koncept oblikovanja tega predloga zakona se je pripravljal po popolnoma drugačnem konceptu od našega, ki smo ga pripravili v času 14. Vlade Republike Slovenije. Mi smo z našo ekipo skušali zagotoviti čim bolj razpršene vire, ne vse prevaliti na bremena starejših oziroma zaposlenih in delodajalcev. Iskali smo torej vire zunaj tega, zunaj proračuna. Recimo eden takih virov bi bil demografski sklad, iz katerega bi letno dobili sistemski vir, ki bi razbremenil ostale, ki morajo prispevati v sklad za dolgotrajno oskrbo. Skušali smo narediti vse, da ne bi bilo potrebno dodatno obremenjevati starejših, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo oziroma ki jo bodo tudi v prihodnje potrebovali. Zdajšnji predlog Ministrstva za solidarno prihodnost je zelo nesolidaren zato, ker so šli samo na to, kako ljudem potegniti več iz žepov. Da bo mera polna, se niso ustavili samo pri dodatni obremenitvi dela, ampak so od leta 2032 naprej, kljub vsem verom, dodatnim prispevkom, dodatnemu zavarovanju za dolgotrajno oskrbo in proračunskim verom predvideli še uvedbo 10-odstotnega samoprispevka. 10-odstotnega samoprispevka vseh, ki koristijo dolgotrajno oskrbo. V Novi Sloveniji menimo, da je to milo rečeno neresno in neodgovorno, kajti prevaliti celotno breme samo na tiste, ki delajo, pomeni obremeniti najbolj vitalen del naše družbe. Ta predlog torej poslabšuje stanje poslovnega okolja. Če lahko rečemo, da je do sedaj Slovenija veljala znotraj OECD-ja za eno od držav z višjimi obremenitvami dela, višjim oprispevčenjem dela, bo po uvedbi in uvajanju oziroma veljavi uporabi tega zakona gotovo veljala za državo, ki ima največjo obremenitev dela. Poleg tega finančnega vidika bi se v drugi točki osredotočil na strokovni vidik. Dejansko je ta zakon zdaj, ko je predstavljen in pred kratkim, ko je bil v zelo kratki javni razpravi, požel nasprotovanje pravzaprav vseh deležnikov. Lahko rečem, da stroka socialnega dela oziroma še bolj specifično dolgotrajne oskrbe izrazito nasprotuje načinu, kako ta zakon predvideva enotne vstopne točke oziroma ocenjevalne komisije. Namesto, da bi bile te komisije, tako kot smo mi predvideli, pri plačniku storitev, to je v našem primeru bil Zavod za zdravstveno zavarovanje, kjer bi imeli multidisciplinarno komisijo, ki bi bila kompetentna za oceno posameznice ali posameznika, katero stopnjo oskrbe se vključi, so se odločili sedanji predlagatelji za to, da enotno vstopno točko vrinejo pravzaprav na silo na centre za socialno delo.
Stroka, Združenje centrov za socialno delo je izrazito proti. Centri za socialno delo so preobremenjeni birokratsko, postopkovno. Ko sem bil minister odgovoren tudi za delo centrov za socialno delo, smo jih ravno začeli razbremenjevati za to, da bi lahko več delali neposredno s strankami, kar je pravzaprav najbolj potrebno. Že so prišli kolegi iz Ministrstva za solidarno prihodnost, ki sploh niso pristojni za delo centrov za socialno delo. Torej, če so nam očitali, da bi lahko bil ključen konflikt, ki bi oteževal izvajanje zakona med Ministrstvom za delo in Ministrstvom za zdravje, so oni odprli konflikt na drugi fronti, in sicer med Ministrstvom za solidarno prihodnost in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Samo upamo lahko, da bo minister pristojen za centre za socialno delo tukaj stopil naprej, zaščitil centre za socialno delo in omogočil pravzaprav, da se centri posvetijo socialnemu delu, to, kar je njihova osnovna naloga in to, kar si pravzaprav želijo. Centri za socialno delo se soočajo z velikim pomanjkanjem kadrov, centri za socialno delo nimajo kadrov medicinske stroke, to bi morali, če bi ta zakon začel veljati, kot je predlagan, sedaj na novo zaposlovati. Predstavljate se te postopke, sploh pa ob razmerah na trgu dela, ko zaposlenih ni mogoče dobiti. Torej, ta zakon ni samo izrazito nesolidaren, ampak je tudi praktično neizvedljiv. Tretja večja napaka tega predloga zakona pa je, da pravzaprav se osredotoča samo na institucionalno oskrbo, meče pa ven vse ostale deležnike izvajanja, lahko rečemo, neinstitucionalne oskrbe izven institucij, torej predvsem recimo onemogoča ali pa prav zanika možnost oskrbe starejših ali pa dolgotrajne oskrbe na kmetijah. Na eni strani kmete še enkrat več obremenjuje kot ostale zaposlene, na drugi strani jim odvzema možnost oskrbe na kmetiji, kar bi lahko bil dodaten vir in stabilen vir prihodka številnim kmetijam, ki bi s tem lahko recimo rešila svojo težavo in svoj izziv, kako v zimski sezoni recimo preživeti z delom svoje osnovne dejavnosti. Da zaključim, ministrstvo ob tako nesolidarnem predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi pravzaprav še odteguje pomoč domovom za starejše, saj bo z junijem tudi ugasnil interventni zakon, ki je pomagal nositi breme draginje energentov in draginje hrane tem domovom. Domovi so zaradi te draginje primorani dvigovati cene in še več, ministrstvo zdaj ne samo, da ne pomaga, ampak je tudi omejilo možnost podražitve storitev dolgotrajne oskrbe. Domovi za starejše so se torej znašli v položaju, ki jih bo zopet začel izčrpavati, čemur smo bili pa priča preteklo desetletje. Tekom 14. vlade smo se s svojo ekipo posvetili temu, da smo domovom pripeljali projekte obnove, gradnje novih domov, da se kadrovsko ukrepijo. Zdaj smo lahko zaradi tega zakona in zaradi odtegnitve pomoči Ministrstva za solidarno prihodnost zopet priča dolgotrajnemu izčrpavanju domov, tega pa si nobeden ne želi. V Novi Sloveniji smo zato izjemno kritični do tega nesolidarnega predloga Ministrstva za solidarno prihodnost. Hvala, če so kakšna vprašanja, mogoče. Prosim. Tega ste se nekaj že dotaknili, ampak gospodarstveniki so v bistvu že včeraj nekaj izpostavili, da dodatnih obremenitev naše gospodarstvo ne more preživeti. Se strinjate s to oceno? Drugo vprašanje je pa se nanaša na to, da je velika razlika s tem zakonom, ki ga je predstavila vaša vlada v tem, da ta zakon garantira samo financiranje za dolgoročno izvajanje tega zakona.
Če je bila Slovenija do sedaj, do tega predloga med državami OECD, ki imajo bolj obremenjeno delo oziroma prihodke iz dela, plače, bo po uveljavitvi tega zakona, če bo tak kot je, gotovo država z najbolj obremenjenim delom. To je napačna smer. Nova Slovenija je tu ostro proti in stojimo z gospodarstvom in s predstavniki zaposlenih tudi, ki pravzaprav opozarjajo na to, da ne smemo nikakor ne dodatno obremeniti dela in prihodkov iz dela. Nasprotno, Slovenija bi morala iti po poti razbremenitve plač, za višje neto plače, višje pokojnine. Zdaj pa bodo obremenili ne samo plače, ampak dvojno obremenili tudi samostojne podjetnike, kmete in pa enako kot zaposlene obremenili še vse prejemnike pokojnin, torej z 1% prispevkom. Gospod Figer Kralj, samo še to, nekako je pričakovati, vsaj po besedah ministra Maljevca, da je koalicija v zvezi s tem zakonom usklajena, da bo torej brez težav prestal to parlamentarno sito. Kakšne politične poteze bi lahko obrala tukaj opozicija, da bi torej preprečila izvajanje tega zakona s prihodnjim letom? Moram reči, da koalicija dela veliko napako, ker tako pomembno reformo, kot je reforma dolgotrajne oskrbe, sili po nujnem postopku v parlamentarno odločanje. Predtem, naj spomnim, so kljub obljubi po obširni javni razpravi in tudi malo dlje trajajoči, kjer bodo vključili vse deležnike, pustili samo 5 delovnih dni za javno razpravo, izključili vse deležnike, jih pravzaprav ignorirali in sedaj lahko rečem, da že v Novi Sloveniji čutimo izjemno nezadovoljstvo izvajalcev, predstavnikov izvajalcev, gospodarstva, civilne družbe in mislim, da koalicija dela tu napako. In upam samo, da bojo še pravi čas slišali tudi Novo Slovenijo in pa vse te, ki sem jih naštel, da se bojo ustavili, da bojo na kolegiju, kjer bomo odločali o postopku obravnave tega zakona, stopili nazaj, nas slišali in da bodo zakon vložili po rednem postopku. Jaz mislim, da je to zdaj naš prvi cilj, naš prvi skupni cilj, da dosežemo, da bi zakon šel po rednem postopku. Na tem mestu pozivam koalicijo, pozivam vse, ki lahko k temu pripomorejo, da nas slišijo in da na nek način stopijo nazaj. Še je možnost, da sprejmejo vse deležnike, se z njimi pogovorijo in jih slišijo v njihovih skrbeh, kajti predvsem izvajalci dolgotrajne oskrbe imajo dolgoletna desetletja izkušenj in če oni trdijo, da je zakon neizvedljiv v praksi, potem mora nekaj biti na tem. Vsi pa želimo, da bi naši starejši mirno uživali svojo starost. Če bodo vendarle ostali pri nujnem postopku, razmišljate še o uporabi morebiti drugih orodij, ki jih imate kot opozicija na voljo delimo referendum? Najprej se bomo fokusirali na postopek, skušali prepričati koalicijo skupaj z vsemi deležniki, da se odpove nujnemu postopku, nato pa bomo v tesni povezavi z predstavniki deležnikov, z gospodarstvom, z zaposlenimi, z vso civilno družbo, ki pravzaprav izvaja ali pa je povezana z izvajanjem dolgotrajne oskrbe. Delovali bomo nekako v soglasju z njimi, jih poslušali, ker jih koalicija ne posluša, jih bomo mi in poskušali potem z roko v roki ravnati tako, kot bodo svetovali.